Študijski program Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti letos praznuje 40 let. Študijski program združuje poslovna, tehnološka in tudi menedžerska znanja. Seveda ga redno obnavljamo in zadnja prenova je šla v smeri še večje povezanosti z gospodarstvom. Letno se na programu piše približno 120 študentov, med katerimi je tudi 30 do 40 tujih študentov. Vsega tega pa seveda ne bi bilo brez našega raziskovalnega dela. Naša paradna disciplina je menedžment poslovnih procesov. Na tem področju se Univerza v Ljubljani uvršča na visoko 3. mesto v svetu in naša katedra je k temu seveda pomembno prispevala. Osebno sem pa najbolj ponosna na to, da znamo tudi svetovati podjetjem in drugim organizacijam pri njihovih izzivih z področja poslovne informatike. Ekonomska fakulteta je prvič 73. leta upeljala predmet informatika za vse študente. Ker je šla to razvoj naprej, se je pokazala potreba, da nekaj ekonomistov diplomirajo, pa kaj več ve o tem. Tako smo ustanovili potem že na prvi stopnji smer za informacijsko tehnologijo, kjer je bilo več informacijskih predmetov, pozneje pa še na 3. in 4. letniku za poslovno informatiko. In z tega naprej je šlo potem vse skupaj na podiplomski program in na doktorski program. 15-20 let nazaj je še prevladalo prepričanje, da je informatika pač nujno zlo, ki jo mora imeti tako kot računalnike vsako podjetje. In se ni čutila ta dodana vrednost v smislu dviga učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. No, v zadnjem času, rečemo v zadnjih 10-15 letih, pa podjetja nekako vidijo to prednost in so pripravljena drugače pristopiti k informatizaciji poslovanja. Ne več tehnično, tehnološko, ampak celovito skozi strategijo podjetja in to postaja strategija menedžmenta. Ne samo za preživetje, ampak predvsem tam, kjer se pravzaprav generirajo nove priložnosti, inovacije in pa to, kar je zdaj v zadnjem času ključno za poslovanje, prilagodljivost poslovanja. Področje, ki so na segmentu poslovne informatike zanimiva, so področje, ki so povezana z obvladovanjem podatkov, njihovo aplikacijo v praksi in področja, ki bodo zadela nas, slehernike. Primer so recimo spremembe na področju prevozov, na področju transporta, prihajajo spremembe na področju energetike, potem so tukaj področja obvladovanja podatkov, meritev na področju proizvodnje hrane in pa ne nazadnje to, kar zadeva zopet vse nas, so pa recimo področje farmacije, podatki o našem zdravju, o potencialnih problemih, o načinu reševanja teh, do pojava nanorobotov na vseh področjih, vključno s farmacijo. Podjetja, ki bodo razumela drugačno vlogo informatika v prihodnje, se pravi uporabo znanj ne le na področju tehnologije, ampak predvsem kako to tehnologijo spraviti v produkt, ki je tehnično bogat in temelji na močni rabi podatkov in konec koncev informacije in znanja, bodo tiste, ki bodo v prihodnje uspešne.